Lepo pozdravljeni, moje ime je Branka Urbanija, sem profesionalna oblikovalka za interjer. Moja strast je pa trajnostno oblikovanje. In glede na to, da sem tudi antropologinja, skušam povezovati te dve veji. To je pri nas v Sloveniji še dokaj nov pojav, zunaj pa že kar nekaj let poteka to sodelovanje. In mogoče bi zdaj na tem mestu spostavila par teh elementov, ki je navezava med trajnostnim oblikovanjem in trajnostnim turizem. Kajti, kot vemo, turist pride po doživetje. Eden od najglavnejših elementov turistične ponudbe, kot vemo zadnje čase, je to hrana. Ampak ne samo sama hrana kot hranilo za telo, ampak hrana za vsa čutila. Prek hrane prihajamo tudi do identitete naroda oziroma dežele, v kateri se nahajamo. Dežele, ki imajo na tem področju prednačijo, imajo nek ugled, kot so recimo francoska kuhinja, italijanska in tako naprej. Dostakrat slišim reči, ja pa kaj bomo mi s temi žganci pa štruklji, poglejmo si francoska kuhinja, to je nekaj, ne. Ampak mogoče pozabimo, da oni vlagajo leta in leta gradijo na tem raziskovanju, smiselnem raziskovanju njihove kulturne dediščine in jo potem smotrno vključujejo v sodobne načine, sodobne prakse, modificirano. Skratka, hranimo se na večjih nivojih, ne samo fizičnem, ampak tudi duhovnem in čustvenem. Mogoče bi predstavila en primer moje prakse. In sicer leta 2012 smo tukaj s projektom Miznica začeli sicer na oblikovalski okuševalnici z kuharjem Janezom Bratožom. In od takrat je to nastala blagovna znamka produktov miznega dizajna, ki so pretežno iz lesa, nekateri tudi iz tekstila. In črpamo iz bogate kulturne zakladnice, slovenske kulturne zakladnice in dediščine, modificiramo elemente in se pojavljajo v sodobni obliki. Da je to ni bilo za manj ta nekajletni trud, kaže tudi dejstvo, da je za nekaj od teh elementov sem dobila priznano mednarodno nagrado na Design Award 2017. Kot vidimo, združujem neki sodobno oblikovanje je to bilo, sodobne materiale, seveda z elementi tradicije, slovenski les, obdelan na naš način, slovenskimi olji in voski po naši recepturi modificirano, predstavljeno. Kot vemo, se odnosi tkejo za mizo. Največ odnosov se tke ob mizi, za mizo in to je stičišče srečevanja. Tukaj vidimo en izdelek, tudi iz sklopa miznice je solarna lesena lučka, ki se reče berljivka. Poskušamo uporabljati tudi arhaična imena, kajti ni novo dejstvo, da je slovenski jezik najbolj arhaičen v Evropi in tudi nasploh. Edini pozna dvojno in tudi nasplošno imamo največ narečij na prebivalca v Sloveniji. In kot to, sam sem na enem dogodku z ameriškim pisateljem Noahom Chudley in se pogovarjamo, kako bi nekaj poimenovala. Rekel, nimaš nobenih šans, če poimenuješ angleško. Prav tega je že tako dosti. Prav išče se eksotika in išče se nekaj tazga, kar je avtentično. In naš slovenski jezik je izjemno zanimiv, kar ugotavljajo vedno bolj in ga tudi proučujejo in raziskujejo. In zato so ta naša arhaična imena zelo zanimiva, ker naš jezik, arhaični jezik ima možnost večdimenzionalne predstave. Tako da, ampak to zdaj ne bi v tem. Skušamo uporabljati arhaična imena pri teh izdelkih. Ne smemo pozabiti tudi na našo naravno dediščino. Ko sem delala projekt ureditve slovenske obale, sem upoštevala
galerijske linije. Kot vemo, so postavljene na teh, rečemo, Dragon Way, zmajeve črte, in na teh linijah so tudi postavljeni vsi pomembni objekti na svetu, kot piramide, katedrale, in tudi zmajeva črta poteka od Divina prek Kopra. Skratka, poskušam vključevati čim več teh elementov v dizajn, v oblikovanje. En projekt je bil tudi energijsko pohištvo. 2010 je na Ljubljanskem gradu razstavati moje linije. In sicer to je pohištvo za dodano vrednostjo. Naprimer, omara v obliki piramide ima tudi energijsko vrednost, priznane terapevtske učinke, kar so pokazale tudi meritve. Pa ne samo to, je tudi estetski izdelek, skratka atraktiven kos, pa ne samo to, še potem tudi lisica v obliki ležeče osmice kot simbola večnosti, jedilnica kristal s kristali Swarovski in vrati oblikovani v obliki kristala, kot vidite na visečih elementih. Skratka, to je pohištvo za dodano vrednostjo. Mi smo dežela lesa, cirka 60% je lesa, naših površin je gozdnatih. In nam ni treba izvažati surovine, mi lahko delamo ekskluzivno pohištvo. Ta jedilnica je trenutno zdaj pač prodana v Švico. Žal mi je, da se prvo z tega ne prepozna, ampak pač gremo stopno čez mejo in se potem dogajajo drugačne zgodbe. Tukaj je primer trajnostnega oblikovanja iz odpadkov, so bili narejeni predelni paneli, so bili tudi nagrajeni leta 2011 prepoznani tudi najinovativnejši produkt in že krasijo kar nekaj prostorov, tukaj pač par objektov vidimo hotelov pa salonov, drugače pa tudi domačem interjeru. Naj povem, da vodim tudi študijske krožke in ob tej priliki bi povabila arhitekte, oblikovalce in vse tiste, ki jih zanima trajnostno oblikovanje. Študijski krožki potekajo na ta način, da je to prostovoljna oblika sodelovanja in se skupaj učimo in ustvarjamo. In poskušamo iz virov iz okolja, črpamo in naredimo nekaj novega, nekaj tazga. Skratka, kot odgovor na izzive in potrebe sodobnega časa. Tukaj pač na tem zadnjem krožku, ki je zdaj dokončan pred 2 tednoma, je pač nekaj bilo izdelkov narejenih. Povabili smo k sodelovanju okoliška podjetja tudi, da so nam darovala odpadne materijale in tudi svojo storitev v oblikovanju. En od teh izdelkov je vidim tudi tukaj na razstavi lesena ikona in tudi ta stol. So bili pač narejeni tudi drugi in za novim letom bomo tudi v teh prostorih v mestu oblikovanja nadaljevali s to dejavnostjo. Tudi večnamenska raba je lahko trajnostna. Tukaj pač je primer torbice, ki ima 11 funkcij. Potem ne smemo pozabiti na duhovni turizem. Na svetu je 1,5 milijarde kristijanov in Slovenija je najbogatejša na področju števila sakralnih objektov. To je en velik neizkoriščen potencial za našo deželo. Povezati oblikovanje in ta potencial in turistično ponudbo, tukaj je ena velika priložnost. Skratka, išče se vse, kar je avtentično, vse, kar je značilno za to naše področje. In dežele, ki se bolj zavedajo in cenijo svoje identitete, recimo sosednje Bavarska, Avstrija, Švica, oni imajo na primer vzporedno oblačilno kulturo. Vemo pač te bavarske noše, ki jih nosijo vzporedno z sodobnimi trendi. Pri nas je ta kultura sicer bila razvita, po drugi svetovni vojni pa zaradi odnosa do naše kulturne dediščine seveda zamrla. Ampak je to področje, kjer bi lahko delali, kjer bi lahko uživljali. Poznamo sicer nekaj primere dobrih praks, kjer smo kultura, recimo prehranjevanja. Tukaj se že dogajajo te stiki, ali pa v arhitekturi tudi. V oblačilni pa ne toliko še, ne. Ne smemo pozabiti tudi to na našo arheološko dediščino. Imamo najstarejše glasbilo na svetu.
Revolucija je nastopila razvoja, tehnološka revolucija je bila znajdba kolesa in na našem prostoru pri Vrhniki je bilo najdeno najstarejše osno kolo. Veste, kaj bi to naredili, kjerkoli bi to imel tak potencial, to bi bili vsi obesili z tega, kjerkoli bi se mi povezali. Skratka, možnosti je ogromno možnosti in jaz bi sam rada večkrat nakazala na ta neizkoriščen potencial, ki je tukaj prisoten. In je prav, da se ga zavedamo in je tudi prav, da mi najprej dobimo neko samozavest. In ko bomo mi dobili to samozavest, dobili bomo pa na ta način, da bomo raziskovali svojo